En lep dober večer, vsem skupaj, po dolgem času se javljam v živo. Ja, naučila sem se tudi jaz spustiti, tako da, ampak danes se mi pa zdi tako primeren trenutek. Zakaj? Ker to je tudi en del mojega potovanja, ki ga bom organizirala zraven v potovanju na visoko. Evo, sem v čudovitem mestu Pučišča. Z možem sva se odpravila za 10 dni z motorjem na turo in obiskujemo različne otoke, spoznavamo otoke in trenirava. Oziroma sva se že dobro natrenirala, tako da z nama spustiti kontrolo in res uživati v polno. En z drugim in vsak sam s sabo. Ok, 12. do 14. potujemo v visoko. In vsi tisti, ki želite iti z mano, oziroma bom drugače rekla, vsi tisti, ki bi želeli narediti spremembo v svojem življenju, spustiti to kontrolo, ki nas ovira, to meni spustite navade, ki jih imamo konstantno nekako zasidrane v sebi, vam bom dala orodja, kako boste to naredili. In vem, da boste šli na tem potovanju marsikdaj tudi izven cone udobja, zaradi tega, ker se boste družili z drugimi ljudmi, zaradi tega, ker se boste čutili tako, kot da ste ena skupina. Uživali boste, spoznali boste, koliko v življenju je pomembno poskrbeti, da smo lahkotni, ker če smo lahkotni, nam je v življenju marsikaj lažje. Naj povem, da je to tretji moj dopust, ker sem spustila kontrolo, kar pomeni na tem, da ko sem na dopustu, ne razmišljam o službi ali o čemerkoli, ampak sploh ne razmišljam, samo prepuščam se, da me življenje vodi. To sem se naučila v vseh teh letih, res da so me to naučili marsikaj obredi, kako živeti tukaj in zdaj v tem trenutku. In v 3 dnevih vem, da vam bom to prikazala, da vam bom na potovanju prikazala, kaj pomeni spustiti, kaj pomeni pogledati ogledala drugih ljudi in videti tudi v sebi dobre stvari, zelo dobre stvari in tudi tiste, na katere je dobro biti pozoren, da nas omejujejo in zaradi tega mogoče kakega koraka ne moremo narediti naprej. Ko me vprašajo ljudje, nihče skoraj ne verjame, da potujem z motorjem. Uživam na motorju, tako sem svobodna, tako mi paše, tako sem prepuščena in ne samo to. Tudi ko si na motorju, lahko spakiraš in imaš lepa oblačila zraven. To meni ne rabiš imeti samo hlače, ampak kjerkoli si v mestu lahko tudi uživaš, tako da hodiš na lepe večerje ali pa na dobre večerje, uživaš v morju, kjerkoli pač si. No, to potovanje vam bom dala orodja, zato da boste tudi vi spoznali. Predvsem pa tudi, da boste spoznali, kaj pomeni meditacija, koliko se skriva noter v nas, ker vsi odgovori so znotraj nas. Sam poanta je, da še vedno toliko damo na okolico, kaj si bo okolica mislila in 3 dni potovanja, ki boste nekako se odmaknili stran in šli v drugi kraj in tudi tam, kjer so energetske točke, res pomaga. No? Jaz, ko sem prvič šla, vse tisto, kar sem takrat tam manifestirala, se mi je tudi uresničilo. Zato sem zbrala, to je edino potovanje, ki ga bom delala, več jih ne bom delala, ker nisem turistična vodička, ampak predvsem želim pokazati ljudem, tistim poslovnim ljudem. Med njimi sem bila tudi jaz, ker sem skozi samo sledila KPM. In danes, če gledam življenje, je dosti lažje, ne da sledimo KPM, da prepustimo se lahkotnosti, da se prepustimo tudi svojim zahtevam, da se sprejmemo točno takšne, kot smo, kar pomeni, nismo popolni in nič za to. Ker bolj, ko smo manj popolni, lažje je življenje, lepše se nam cilji uresničijo, lepše ljudi, ali bom rekla tako, srečnejše ljudi, bolj pozitivne ljudi privabljamo v svoje življenje, zaradi tega, ker se samo prepuščamo in vesolje ve, kaj je za nas primerno. In če si to dovolite, vas bo tudi tja peljalo. Ampak res pa je ena stvar pomembna v življenju. Pomembna je namera.
ali tako kot rečemo cilj. Tudi za to potovanje, ki smo ga izbrala 10 dni, kar potujeva, imava namero. In najna namera je, da smo čim bolj sproščena, da uživava življenje in da živiva za vsak trenutek, kjerkoli pa sva. A nama je všeč hotel, a nama je všeč plaža, nekaj najdemo dobrega. In vedno se nama zgodi, da srečna odideva iz enega mesta v drugo mesto. Tako da prijave so odprte, mislim, da 25 vas je že prijavljenih, nekaj prostih mest še imamo, 3-dnevno potovanje, to je edino potovanje, ki ga boste še delali z mano. Potem sem videla, da tega več ne potrebujem, da to ni nekaj, kar bi ne rada počela. To potovanje si resnično želim narediti, zaradi tega, ker ali pa moje poslanstvo v tem življenju, to meni na tem univerzumu, je moja celostna preobrazba, kar pomeni, da vidite, kako človek lahko naredi spremembo iz neke deklice, ki si je vedno želela biti poslovna, do tiste osebe, ki danes uživam v tem, kdor sem, kakšna sem, s kom sem, prepuščam se dogodku, trenutku, kateri ljudje me obdajajo in vedno me obdajajo takšni ljudi, ki se lahko marsikaj naučim od njih. Tako da želim vam en krasen dopust, zelo lep dopust. Evo, mi 2 jutri potujemo naprej, zdaj smo končala v Pučiščih, ja, to je na Braču, na drugi strani, zelo lep otok, rečemo zelo lep kraj, malo mestece, vedno greva pregledati zjutraj vse, da vidimo, kakšno mestece je, če je to tisto mestece, ki nas jo zanima, da še prideva kdaj. In oziroma v vsakem mestu lahko najdeš marsikaj lepega, dobrega zate, da te nauči in da ti odpre drugačen pogled na življenje. Naprimer, tukaj v tem mestu sem se naučila eno zadevo, da kako malo ljudi živi in kako so srečni, samo da so ob morju, da dajo zdravo hrano, da se zabavajo. Res majhno mesto, ampak mesto, ko ima dušo, ima čudovito morje, krasne ljudi, hrana je čudovita. Mi da smo v hotelu, hotel je tudi čudovit. To pa je, če si na motorju, pa si moraš privoščiti mogoče malo drugačen hotel, da se res lahko spočiješ od 40 stopinj, ki potujemo na motorju. Tako da jutri nadaljujemo turo. Se veselim vseh tistih, ki se bodo družili z mano. Verjamem, da bom s potovanjem presegla vaša pričakovanja, predvsem tem res, ker vam bom dala orodja, pa prebudila tisto, kar je noter v vas, pa mogoče še sploh ne veste. Mogoče še eno misel naj delim. Prečeršem sem slišala na plaži, ko je ena gospa govorila Slovenka, je govorila enim drugim prijateljem, kako je njen prijatelj se spremenil, kako je čisto zbezlav, kako je šel noter v sebe in kako razmišlja, da so vsi ljudje dobri, da se ukvarja samo s seboj. Pač sem slišala. Igor je tako rekel, to pa slišiš. Kaj drugega me ni zanimalo. Je bilo zanimivo, vedno več ljudi je takšnih, vedno več jih srečujem, vedno več ljudi je takšnih, ki se odmaknejo in želijo biti v svoji sreči, najdejo svojo srečo, ne iščejo srečo od drugih, da jim to dajejo. Radi so to, kdor so. In naj bo to potovanje tudi del tega, da vam pokažem, kako boste vi lahko to, kdor ste. Pa vse, kar je, ne rabite se nič kaj rihtati, sproščeni morate biti. Pa za zabavo, ker vsekakor zabava pa je prav, ker lahkotnost odpira pretočnost in lahkotnost vam odpira marsikatero sfero, da vidite na življenje drugače, brez tega pa nažalost na potovanju ne gre, oziroma to je obvezno na potovanju. Tako da vam želim en čudovit večer, eno krasno poletje. Mogoče se že slišimo vmes, tako kot me bo prijelo. In vam še karkoli podelim, pa predvsem, kar je pomembno, mogoče še eno misel, družite se z ljudmi, ki vas boostajo, ki vam kažejo, da naprimer, če imate neke želje, na dopustu ste najbolj sproščeni, ne jamrati, kaj je narobe, kaj je gor dol, ne s tem polniti svoje misli. Spomnite se,
razmišljajte o tem, kaj bi naredili drugače, kako bi vaše življenje spremenili in potem se obdajte s takimi ljudmi, ki vam bo rekli, ti to zmoreš. Ti si ta prava oseba za to. Probaj, kaj te stane, dejmo naprej. Vse veste, da ti strahovi, ko enkrat greš na obrede, spoznaš, da strahovi so samo v naši glavi in da so največji sovražniki, ker ne vem, če se nas je strah. Strah nas je, ker smo že od malih nog naučeni to deli, pa ono deli, pa ono deli, pa ono deli. In potem pač nam neki strahovi pridejo v misli in mislimo, če bomo pa karkoli naredili, kar bo narobe, bomo kaznovani, bomo zgubili, ne vem, ugled, ne bomo dovolj uspešni in tako naprej. Naj vam še pokažem, sem v čudovitem, res v čudovitem malem, mislim, to je butični hotel, tako, ampak ima res lepo, tako, vse je tako, kot da sem v gradu. Ne morem. Plaža je na drugo stran, to meni, mi imamo teraso obrnjeno proti bazenu, pa proti restauracijam, medtem ko plaža je pa imamo pa okno na drugi strani. Ok, vse dobro vam želim. Čudovito poletje. Imejte se radi, uživajte življenje, veliko sanjajte in samo prepustite se svojim sanjam in ciljem. Čau, čau.